Upam, da ste slišali to huronsko vpitje, ki gotovo pove dovolj, kdo je zmagovalec. Borut Pahor je že z nami in daje prvo izjavo. Gospod Pahor, dober večer tudi v imenu Slovenske televizije. Dober večer vsem. Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so nam izrekli zaupanje. Zato smo trdo garali do tega uspeha. Zmago bo razglasila Državna volilna komisija. Smo prišli za zmerno politiko, kar je dobro tudi za način vodenja, če nam bo zaupan. Ampak posem pošteno, gospod Pahor, koliko ste tako pričakovali? Resnično. Pričakoval sem uspeh stranke, vedno sem pa povedal, da bi bila zmaga. Poglejmo zdaj razdelitev poslanskih sedežev v Državnem zboru po izidih vzporednih volitev. Socialni demokrati dobijo 31 sedežev, Slovenska demokratska stranka 27. Zares naj bi v parlamentu imel 10 predstavnikov, Desus 6, Slovenska nacionalna stranka 5, LDS 5, Slovenska ljudska stranka pa 4. Po izidih naših vzporednih volitev drugih strank ni v parlamentu. Desus je na naših vzporednih volitvah na 4. mestu, dobil je 6,74% glasov. V njihovem volilnem štabu je Irena Ujčev-Cvelbar. Pozdravljena. Pozdravljeni v štabu Desusa, veselje nad dobrim volilnim rezultatom. Prekinjamo za prvi komentar predsednika stranke, z nami je Karel Erjavec. Gospod Erjavec, najboljši volilni rezultat v zgodovini stranke po naših projekcijah 6 sedežev v parlamentu. Kako ga komentirate? Jaz sem zelo zadovoljen tega rezultata in se tudi zahvaljujem vsem volivkam in volivcem za podporo. Je pa to rezultat zelo trdega dela vseh nas, od mene kot predsednika do poslanske skupine in mojih zvestih članov stranke Desus. Na petkovem zadnjem volilnem soočenju ste se nekoliko pošalili in pozvali volivce, ki ne vedo, ali bi volili Boruta ali Janeza, naj volijo Karla. Se je Desus v tej kampanji izkazal kot tretja pot? Mi smo zanesljiva tretja pot in to je tista pot, ki vodi k socialni državi. Hvala lepa za enkrat. Toliko iz Desusovega štaba. Daljši pogovor s predsednikom po nadaljevanju večera. Manica. Slovenska nacionalna stranka. Torej, če pogledam, kaj vse smo naredili v enem letu, ko sem prevzela stranko, smo bili nekje na 2 do 3%. Nihče ni verjel, da nam bo uspelo, no po enem letu smo podvojili naš rezultat. Vse kaže, da bomo del zmagovite ekipe, ki bo spreminjala prihodnost Slovenije in ni nobenega razloga, da ne bi bili zadovoljni. Ste bili presenečeni nad rezultatom, nad katero stranko, da se je vrstili, recimo, še kot ste pričakovali? No, rezultati so nekje v tej smeri, kamor so šle tudi raziskave. Jaz sem posebej vesela, da je zmagala očitno, ne vemo še točno, ampak je zmagala socialna demokracija, ker je to pač tisti osnovni pogoj, da bi se spremembe v vodenju države. Komentirate to, da vas je prehitela Slovenska nacionalna stranka? No, moramo še počakati sicer do končne rezultate, nekaj prostora tukaj še je, ampak vsi smo se borili in bolj kaže to, da nas je tu nekaj strank na istem odstotku in da sta dva res močna igralca, to sta SD in SDS. Se še niti volilni dan ni zaključil, niti končnih rezultatov še nimamo. Počakajmo s temi špekulacijami na kakšen dan kasneje. Ali bi Desus radi videli v tej levi koaliciji, glede na vaše nasmeške ob njegovi izjavi? No, gospod Erjavec je pač simpatičen, to je ugotovila tudi slovenska javnost. V ta volilni boj smo šli skupaj z strankami SD zares in upamo še vedno, da bomo dobili 51%. Vse ostalo je pa stvar končnih rezultatov in dnevov, ki prihajajo za današnji. Ste zaenkrat zadovoljni številom sedežev? Ja, smo. Ne rečem, da si ne bi želeli kakšnega več, jasno, da, ampak glede na to, skozi kakšno krizo smo šli v stranki, smo lahko več kot zadovoljni.